Lep pozdrav, Miran Peterman tukaj. Želim vam en čudovit začetek tedna, zopet smo v ponedeljek, Facebook Live. In danes bom govoril o napačnih korakih, ki jih delamo pri spreminjanju partnerstva. Ne bom rekel, da so to napake, ker pač napak v bistvu ni, so samo procesi učenja, ne? Ampak pri svojem delu pač srečujem ogromno, bom rekel, nekih situacij, stvari, potez, korakov, ki jih delamo, ko poskušamo reševati naše partnerstvo, ne, pa dejansko se sami ne zavedamo, da ni pravega rezultata, ne, zato bi vam danes poskušal majčkeno stvari približati, malo predstaviti, ne. Glejte, v bistvu najprej vam povem en primer, ne. Vsi ste že imeli izkušnjo, ne, da vam je nekdo prodajal nekaj. Ne? Imeli ste izkušnjo z prodajalcem, ki je bil naučen nekega besedila in ste točno vedeli, da v bistvu stvari ne razume, ne? Da dejansko ni pri stvari, ne? Da v bistvu pač je stvar naučena. Ne? Okay? Zagotovo ste imeli, ne? Če ste se priključili zdaj, malo komentirajte, da ste v živo in tako naprej. Če gledate, potem napišite, gledam posnetek. Ne? Ok, to je v bistvu prva situacija, v kateri smo se zagotovo že vsi znašli. Ne? Potem pa je druga situacija, pa je, da v bistvu smo v službi, ne? In potem pač smo v nekem kolektivu, ne? In potem v bistvu šef ali šefica se upokoji, ne? To se je vsem zgodilo, ali gre na neko novo delovno mesto. Ne? In potem, kaj se zgodi? Ne? Ena izmed sodelavk postane šefica. Ne? In seveda, kako se sedaj ta nova sodelavka obnaša? Začne šefariti, ne? Oziroma komandirati na okrog, ne? Dejansko pač začne se obnašati kot šefica. Ne? In kaj si mi mislimo, ko to šefico, našo bivšo sodelavko gledamo? Rečemo si vod tri pikce, ne? Še včeraj smo skupaj pili kavo, čaj in se pogovarjali, danes se pa obnašaš, ne vem kako, misliš, da ti je vse jasno, misliš, da je vse tako in tako naprej. Ne? Vsi smo to situacijo že bili. Ne? Ok, ampak zakaj sem vam povedal ti dve situaciji? Natanko ti dve situaciji se dogajata, ko se mi iz neke težke situacije, iz nekega življenja, kjer nismo zadovoljni, odločimo, da bo sedaj malo drugače. Ne? Ok? Razumete, ne? Ko se mi odločimo, da zdaj bo pa drugače. Sem se odločila, da bo drugače. Ne? Ko se mi samo odločimo, da bo drugače, ne? V bistvu ne spremenimo pa svoje energije, potem smo v odnosu do našega partnerja in naših domačih, kot tista šefica, ki je začela tam šefariti, ne, kontrolirati vse in v bistvu vsa taka A razumete? Ker ogromnokrat, ko se odločimo, da imamo dovolj starega življenja, da hočemo stvari delati drugače, seveda pač je prva stvar, da sebe postavimo na prvo mesto. To je absolutno najbolj pomembno. Ne? Ampak v bistvu, ko sebe postavljamo na prvo mesto, ne smemo delati, po domače povedano, krvave revolucije. Ne sme to biti na škodo oziroma pač za življenje drugih ljudi. Ne? Ker v bistvu, poglejte, ravno tako kot ta prodajalec in ravno tako kot ta šefica morata zrasti v to pozicijo, morata najprej spremeniti energijo, ne? Zato v bistvu vedno, ko pač se z nekom pogovarjam in se ukvarjam s prodajo, sem vedno proti nekim skriptam, ker v bistvu prvo stvar moraš začutiti in dejansko pač nekdo ti mora pomagati, da dejansko dobiš to povratno informacijo, ali dejansko si se res spremenil, je res drugačna energija. Ne? Isto recimo, kar se tiče te šefice. Ne? Dostikrat, prevečkrat,
ni važno zdaj koliko, sem delal za neko stranko, sem ji pomagal, da se postavi na prvo mesto. In potem v bistvu se je samo svoje, sredi najinega sodelovanja, odločila, da bo naredila red doma. Da jo bodo sedaj poslušali, da jo bodo pomagali, da se bo o vsem stvareh direktno pogovorila in tako naprej. Ne. In pač rezultat bo natanko tak, kot pri tej šefici. Doma je doživela odpor. Kaj se pa ti greš? Kaj pa bi ti rada? Kaj pa je zdaj narobe? A me razumete? Ker če želite narediti neko spremembo, potem morajo ljudje, kjer želite narediti to spremembo, začutiti moč. Ne? In pač bil je odpor, bila je negativna situacija, bila je negativna reakcija. Ne? Ker v bistvu ji pač tej stranki še nisem rekel, da naj začne delati te spremembe, ampak se je sama odločila, bom zdaj naredila. Ne? In potem sva zopet naprej delala in ko je isto situacijo ponovila čez par mesecev, ko je postala močnejša, ko je spremenila svojo energijo, ko je našla pravi način, da je v bistvu lahko dosegla svojega partnerja, da je lahko dosegla svoje otroke, se z njimi pogovorila, dejansko so naredili drugačno vizijo v partnerstvu v življenju, ne? Potem se je pač sprememba zgodila. Potem je pač so sprejeli, da morajo jo bolj podpirati, da morajo ji pomagati in tako naprej. Ne? A razumete? Ne? Zato, ker v bistvu vedno, ko naredimo neko spremembo samo v naši glavi, je premalo. In zdaj, tudi sam sem dejansko, bom rekel, nekdo, ki želi vse stvari sam. Dajte mi neko skripto, dajte mi video, da pogledam, bom jaz že sam. Ne boste nihče vmešal v moje življenje. V glavnem bil sem tak, zdaj nisem več. Zakaj? Zato, ker sem ugotovil, da knjiga, kakorkoli jo bereš, ti ne more dati povratne informacije. Video, ki ga gledaš, je v bistvu super, ker si na varni razdalji, ker se bojiš odpreti, ker se bojiš neke bližine, ne? Ti ne more dati povratne informacije. Ne? Dejansko, jaz se pač ukvarjam z borilno veščino, ne? In večino življenja sem treniral sam. Ampak treniral nisem v bistvu sam, pač ker nisem imel trenerja. Ampak sem treniral ves čas pred ogledalom. Pred ogledalom sem gledal in analiziral moje gibe, moje tehnike, posnel sem se, posnetke sem gledal, jih analiziral, primerjal z originalom in tako naprej. Ne? Ampak razumete? Ker ko smo v osnovni šoli, se učimo in potem najprej pride nas pač, bom rekel, mama vpraša, ne, preden imamo nalogo, nas najprej mama vpraša, ne, in potem imamo še v šoli nas tovarišica vpraša. Zakaj? Je zato, ker tisto, kar prebereš, ne, dejansko moraš tudi razumeti. Ali si razumel tisto, kar si prebral? Ali imaš vsak ima, recimo, če gledamo samo, pa ne bomo se mešali v to, ampak zakonodajo, ne, pa so sami strokovnjaki, ne. Ampak vsak ima svojo interpretacijo. In če ima v partnerstvu, sta samo dva, in če imata vsak svojo interpretacijo, ne vem, a sedaj živimo skupaj, ali dejansko sta to dva ločena posameznika. Ne? Ker to je v bistvu dostikrat se zgodi, da imamo občutek, da tukaj nista dva, ki sta ekipa, ampak vsak vleče na svojo stran. On mi je to rekel, ona mi to dela, on to, uno, tretje. Ne? Seveda pač razumem, da po, bom rekel, nekaj časa življenja, ko imamo neko omejeno znanje in ko dejansko nimamo vizije in to se pač te stvari zgodijo. Ne? Okay? Tako da razumete, prodajalec, ki ima naučeno pač to skripto in šefica, sodelavka, ki je postala šefica in začela kontrolirati in začela organizirati stvari, ne? To je dejansko izkušnja nekoga, ki se odloči za osebno rast, zdaj bo pa drugače in začne delati red, brez da bi poznal pravih korakov, brez da bi res, bom rekel, zrastel v to vlogo, brez da bi se, v bistvu vedno, ko postaneš šef, vedno, ko hočeš nekoga voditi, se moraš kvalificirati na nek način, si moraš te stvari zaslužiti. In predno nekomu lahko rečeš ti, to je pa tako, karkoli, ne, dejansko si moraš to zaslužiti. Okay? To pomeni, da prva zadeva je, ni dovolj, da se samo odločimo,
da nekje preberemo, gremo na neko delavnico, ne, in potem v bistvu pač se odločimo in dejansko zdaj bo pa drugače in potem pač mislimo, da je resnično drugače. Ne. Sem spremenila stvari, ne, mi pravijo, sem spremenila, zdaj je pa drugače. Ja, mogoče, zagotovo je drugače. Ne. Ko ženska v partnerstvu spremeni stvari, je zagotovo drugače. Ne. In dostikrat se zgodi tudi, da je moški tiho, ne, da nič ne reče in potem ona misli, da je vse v redu. Ampak moški je večinoma tiho, zato ker hoče mir. Ker tako kot sem zadnjič prebral, ne, v bistvu vsak prepir se konča z zadnjo žensko besedo. Če moški reče nekaj potem, je to že začetek novega prepira. In dejansko dostikrat je to res. Okay? Tako da to moramo razumeti. Ta odločitev je bistveno, ko se odločite, si najdite mentorja, ki vam pomaga, ki vam lahko da, ki vas spremlja, ki vam lahko da neko povratno informacijo. Drugače v bistvu boste izpadli in izpadete kot prodajalec, ki ima tisto naučeno neko besedilo in kot sodelavka, ki je postala šefica in začela komandirati vse naokoli in vsi se mislijo, pa dajno nekaj, kaj se ti greš in tako naprej. Ne. Okay? Gremo naprej. Druga stvar je v bistvu pač, da se poskušamo pogovoriti. Ne. Ves čas sva se poskušala pogovoriti, hočem, da se usedeva dol, hočem, da se dogovoriva, ne, hočem, da se pogovoriva. Dejansko pač, bom rekel, napačni korak, ki ga delamo v partnerstvu, je, da poskušamo reševati zadeve s pogovorom. Ampak zadeve, nobeno situacijo, nobenega problema ne morete rešiti s pogovorom, ampak z razumevanjem. Ker tako kot dostikrat dam primerjavo, če vaš partner govori francosko, vi pa govorite slovensko ali pa italijansko, ali pa nemško pa angleško, se nima veze. V bistvu partnerja imata različno razumevanje partnerstva, imata različne programe, imata različno ozadje in dejansko lahko rečemo, da partnerja govorita različna jezika. In če mi ne razumemo jezik našega partnerja, potem se lahko mi pogovarjamo, dogovarjamo, poskušamo doseči dogovore, ne, do nezavesti, pa dejansko se nismo nič dogovorili. Ker, glejte, si predstavljate, pač ste na vrtu, ne, v vašem kraju, vaši vasi, ne, in potem pride nek tujec in vpraša, kje je ta in ta lokacija. Vi ne znate jezika, on ne zna jezika, ampak slučajno razumete, da je rekel, ne vem, pošta, ne, vse to je pošta. Ne. In potem vi začnete razlagati, naravnost pa levo. In potem on reče, what? I don't understand. Naravnost, levo. Ampak razumete, v bistvu kaj se začne dogajati? Dogajati se začne, da še vedno se ne razumeta, še vedno ne govorita istega jezika, to pomeni, da ni razumevanja, ne? Ampak vedno bolj kričita, vedno bolj mahata, vedno bolj sta glasna, vedno bolj sta živčna in nepotrpežljiva, če temu lahko rečemo. Ne? In dejansko to je tista zadeva, ki je problematična v našem odnosu, popolnoma napačen korak, da vedno in povsod poskušamo rešiti stvari samo z pogovorom. Seveda, odkot to izhaja, je iz naših primarnih družin, tako kot pravite, ne, okay? To je spet nek izraz, ne. Ampak v bistvu od naših staršev, naši starši so dostikrat poskušali večinoma reševati stvari, dajmo se dol usesti, usedmo se dol in zdaj se bomo pa pomenili. Ne. Ok, ampak poglejte, bom rekel tako, ne, tudi če govorimo nekako, razumemo ista jezika, ne, tudi če se lahko usedemo in se pogovorimo, potem je vprašanje, ali se lahko držimo dogovora. Ne? Ker recimo, pogledajte, jaz se dogovorim, recimo, ne vem, pride nekdo na brezplačni pogovor, ne, hoče rešiti svoje partnerstvo, se neke stvari dogovoriva, predlagam jim, da pač se ogledate delavnico in tako naprej, ne, in niti tega dogovora se ne morejo držati.
Ampak razumete, nekih preprostih dogovorov, kdaj se bomo slišali, kako bo neka zadeva izgledala, nekih, bom rekel, poslovnih dogovorov. Seveda pač za nekoga je to pač ok, čisto slučajno, ampak morate razumeti, način, kako delate eno stvar, je način, kako delate vse stvari. In če je neka stvar slučajna in banalna in pozabite pri meni, recimo, ne, zagotovo pozabite pri vašem partnerju. Način, kako se pogovarjate in obnašate do mene, je način, kako se pogovarjate in dogovarjate do vašega partnerja. In če se ne morete držati nekega čisto preprostega dogovora, kako lahko pričakujete, da se boste držali vi in seveda pač vaš partner, ker pač vaš partner je vaša slika, ne, dogovora o vašem partnerstvu, o vaši prihodnosti, o vaši viziji, je absolutno nemogoče. In vendar mi to pričakujemo, smo jezni in potem tudi obtožujemo našega partnerja. Ne? Okay? Tako da v bistvu pač s temi pogovori je včasih, bom rekel, večinoma, ne, rabimo iti v jezikovno šolo, v narekovajih. To pomeni v šolo partnerstva. Ne. Dejansko rabimo se naučiti. Jaz sem dejansko celo življenje, pač odkar sem v partnerstvu, ne, v partnerstvih, ne, posvetil temu, da sem raziskoval, kako lahko razložim dejansko oziroma pomagam svoji partnerki, da razume mene kot partnerja in da lahko jaz njo razumem. Ker dostikrat oziroma ogromnokrat sem bil v situaciji, ko sem želel neke stvari povedati, predati, razložiti, se dogovoriti, pa nisem bil sposoben, nisem bil zmožen, bilo je omejeno razumevanje, omejeno sprejemanje. Da o spoštovanju niti ne govorim, to je pač, bom rekel, neka obvezna zadeva. Ne? Tako da s pogovorom večinoma, če imamo probleme, problemi so nastali zaradi pogovorov, dogovorov, jih ne moremo s dogovori rešiti. Ne? Ravno zaradi tega tudi recimo razna reševanja partnerske situacije z nekim svetovalcem, partnerskim terapeutom, klasičnim, ne delujejo. Tam, kjer vas posadi na kavč ali na dva stola in potem se dogovorite in pogovorite. Ne. Ni problem se dogovoriti in pogovoriti, če imate še potem prevajalca. Ne. Ampak problem so tukaj še pač energijske blokade, energijske poškodbe, naši podzavestni programi, zaradi česar se mi teh dogovorov, pogovorov in vsega tega ne moremo držati. Ne. In če želite partnerstvo rešiti, ga morate najprej pozdraviti. In pozdravite ga lahko na energijskem treningu. In jaz sem globoko hvaležen, da sem prišel v stik z to tehniko, ki resnično deluje. Ker ko vi pozdravite te energijske poškodbe, ko odstranite energijske blokade in ko imate zopet več energije, da ste lahko tolerantni, potrpežljivi, potem lahko začnete reševati vaše partnerstvo in se potem počasi stvari tudi pogovorite, dogovorite in naredite neko novo vizijo. Ne? Okay? V redu, gremo mi kar naprej. Glejte, v bistvu neka zadeva se ogromno kratov pojavlja. Ne? Zdaj v tem času je pač popularna osebna rast. Ne? Seveda pač ravno včeraj sem se z eno gospo pogovarjal, pravi, ne, da ima občutek, da ženske več delajo na sebi. Ja, zagotovo to je res, ampak to pač razlog, da delajo več na sebi, je, ker je pač več ženskih coachov, ki na ženski način predstavijo to osebno rast, ampak to niti ni problematično. Pač stvar je v tem, da moški potrebujemo mogoče majčken drugačen način podajanja osebne rasti. Zato, ker za večino moških tisto, kar je za žensko pomembno, ne, se jim zdi, da je pač, ne bom rekel, ja, ok, bom rekel mogoče na ta način, da tega ne razumemo, ne jemljemo resno in se veliko moškim zdi zguba časa, energije in denarja. Ne. To pomeni, moški v prvi vrsti potrebujejo drugačen pristop pri osebni rasti. Sedaj tukaj, ko govorimo o partnerstvu in v partnerski rasti, je pa v bistvu se dogaja naslednje. Ogromno žensk dela na sebi.
se spreminja. Miran toliko časa že delam na sebi, ful sem se že spremenila, ne? In potem poslušajo ves čas, da ko delaš na sebi, ko spremeniš sebe, se spremeni svet okrog tebe, kar je dejansko res, vendar v omejenem obsegu. Ne? Ko spremeniš sebe, se spremeni tvoja situacija. Ko delaš na sebi, dejansko delaš tudi na svoji okolici. Ampak v bistvu razumeti moramo, da če delamo na sebi, to avtomatsko ne pomeni, da hkrati delamo na partnerstvu, na razumevanju partnerstva, na pričakovanjih, ki jih imamo v partnerstvu, na vrednotah partnerstva, na podzavestnih programih, ki so na področju partnerstva. Ne? Ker v obratni smeri, to pomeni osebna rast sama na sebi, ne vsebuje dela na partnerstvu. Če delamo na partnerstvu, v obratni smeri, ne, ko delamo na partnerstvu, pa delo na partnerstvu vsebuje osebno rast. Ne? Ker drugače ne gre. Ne? Ampak je drugače. Ne? Ker poglejte, če gremo v fitness, če želite imeti lepe noge, potem delate na lepih nogah. Okay? Če hočete imeti roke lepe, ali ne vem, pač za moške so pač roke in bicepsi, ne, in tako naprej, ne, potem delaš na temu. Potem, se veste kako, danes imam dan za hrbet, danes je dan za noge, danes je dan za roke. To pomeni, tisto, na čemer delaš, tisto se krepi. Tisto postaja boljše, tisto se razvija. In če delaš na osebni rasti, ravno sem dobil en mail od ene stranke, ne, pravi, ravno sem končala neko delavnico, ne vem, neko obdobje. Delali smo na samozavesti, na zavedanju sebe, na prebujanju, na, ne vem, v bistvu notranjem miru in tem zadevah. Ne. Razmišljam še, ali bi potem še delala na partnerstvu. Glejte, če delaš na samozavesti, postaneš samozavesten. Če delaš na prebujanju sebe, potem postaneš prebojen. Kolikor pač to je omogoča program in tako naprej. Ne. Ampak v bistvu vse to nikjer nima nobene veze z partnersko komunikacijo, z razumevanjem, kako tvoj partner deluje, kako razmišlja, kaj se v njegovi glavi dogaja, na kakšen način lahko ti sebe in njega dvigneš. Kakšna so pričakovanja v partnerstvu? Ali so tvoja pričakovanja v partnerstvu, ne, sploh realna? Ne? Želim neko varnost, je včeraj rekla ena gospa. Ne? Želim neko zaupanje v odnosu. Ampak če želiš neko zaupanje v odnosu, to samo pomeni, da pač zaupanja nimaš. Ker tisto, kar si želiš v odnosu, tega nimaš. Ne narobe razumeti, da zaupanje ni pomembno. Zaupanje je absolutno pomembno v odnosu. Ampak v bistvu to je isto, kot če kupuješ avto. Ker ko kupuješ avto, ne greš v pač ta avtomobilski salon in rečeš, joj, dober dan, jaz bi pa kupil en avto. Vprašal gospod, kakšnega pa bi? Ja, a veste, jaz bi pa takega, da ima 4 kolesa in da ima volan. Potem bi vas prodajalec začudeno gledal. Kako mislite, 4 kolesa pa volan? Se to ima vsak avto. A ja, ok. Potem pa mogoče razmišljaš o nadgradnji, če je to pač, ne vem, avtomatska klima, avtomatski menjalnik, ne vem, sedeži, ne vem kakšni, tapecirani in tako naprej. Ne? To pa je, bom rekel, neka dodatna oprema. In v bistvu ogromno ljudi se ne zaveda, oziroma pač nima znanja informacij, da so zaupanje, ne, spoštovanje, sprejemanje, ne, podpiranje, vse te stvari neka osnovna oprema našega avtomobila, ne, katera je dejansko samoumevna. In vedno, ko nekdo začne z tem, da pač želi biti sprejet v odnosu, da želi biti spoštovan v odnosu, da želi v odnosu komunikacijo, da želi v bistvu neko zaupanje, mi je popolnoma jasno, da tega v svojem življenju nima. In tega nima v svojem življenju do sebe. To pomeni, človek, ki želi zaupanje v partnerstvu, nima zaupanja vase in mora najprej zgraditi.
Ampak v bistvu obstajata zopet zaupanje do sebe in zaupanje do partnerstva in seveda zaupanje do življenja in tako naprej. Ne. To pomeni, osebna rast na področju partnerstva je bistveno drugačnejša kot osebna rast, ki jo delate in ki jo pač poslušate samo na področju osebne rasti. Ne. In ogromno kratov, jaz sem pred kratkim dejansko je par razpadel, zato ker sem z partnerjem delal, ne, njemu sem pomagal na področju partnerstva, partnerske komunikacije, partnerka pa je nažalost bila trmasta, dejansko bom rekel, tisto vse poznate, ne, ko imajo konji, ona dela na sebi, ona ne rabi ničesar, ona ne bo nikogar poslušala, ker ona že dela na sebi in ona že ve, ona posluša sebe, ona posluša svojo intuicijo, ona posluša svoj notranji glas. Ja, seveda, ampak v bistvu, če nimaš ti znanja francoščine, potem lahko 725krat ti poslušaš svojo intuicijo, pa ne bo nič funkcioniralo. Ampak razumete? Glejte, zagotovo, da ne bo nikakve dileme, obstaja nekdo na svetu, ki lahko preko svoje intuicije začne govoriti tuji jezik. Že v Svetem pismu so pač tudi apostoli so govorili v jezikih. Okay? Zagotovo ima kdo take sposobnosti. Ampak za vse nas ostale pa se moramo teh stvari naučiti. Zakaj? Zato, ker nas pač niso naučili naši starši, ker nas ni naučila šola, ker nas niso naučili, noben nas ni naučilo po domače. Ne? Tako da v bistvu tisti, ki delate na osebni rasti in hočete rešiti svoje partnerstvo, ne, je to isto, kot če delate na nogah, hočete pa imeti močne roke. Če hočete imeti močne roke, morate delati na rokah. Ne glede na to, joj Miran, jaz sem pa vložila že toliko denarja v osebno rast. Ja, verjamem. Jaz sem ga 100.000 evrov, da bo vam lažje. Ne? Ok, mogoče nekateri ste 100.000 evrov ali pa 200, 300 vložili v hišo, v avto in tako naprej. Ok, danes se vozite z avtom, okay? Ampak jaz se pa vozim v partnerstvu. Ne? Hišo sem tudi podedval, ok, v redu, vidite. Bog poskrbi za vse. Ampak razumete, ne glede na to, koliko ste vložili in investirali in delali na osebni rasti, pač morate delati tudi na partnerstvu. Ker partnerstvo je čisto neka druga zgodba, partnerstvo je posebna disciplina, partnerstvo je čist drug pristop. Ne? Se vidite, recimo, ko nekateri, če ste podjetniki, ko si solopreneur, ne? Ko si pač one man band, ne, da si sam delaš in potem moraš narediti ekipo. Popolnoma druga dinamika, druga komunikacija, razdelitev nalog, vse čisto druga zgodba, ko ti začneš zaposlovati ljudi, za tisti pač, da imate neko strokovno podlago. Ne, okay? Ok, tukaj v bistvu mogoče neka druga zadeva, mečkam, da nadgradim. Ne. Zopet, eden izmed problemov, ki se pojavlja, je pri pač, bom rekel, tem partnerstvu, pri ljudeh, ki se ukvarjajo z osebno rastjo, je, da ko ti začneš delati na sebi, seveda pač prva stvar je, razumemo, ni enostavno. Ni enostavno ne meni, ne vam, ne, in potem opažaš svoje napake. In potem opažaš tudi napake drugih ljudi, ker prej pač tega nisi vedel. Ne. Seveda, plejte, am razumete, ko bi pač, ko prvič peljete avto na servis in vam potem razloži vse, kaj je, ne, potem dobite neko znanje in avtomatsko opazite, aha, temu tudi ne dela zadnja luč, aha, na bremzo je pohodil, pa zavorna luč ni posvetila, am razumete, to je avtomatski refleks. Ko greš na tehnični servis in ti pove, da ti zavorna luč ne dela. Ne. Potem opaziš pri vseh, ki jih vidiš v bistvu ustavijo v križišču pred tabo, pa jim zavorna luč ne dela. Isto je pa pri osebni rasti. In problem je, če to znanje, ki bi ga moral, bom rekel, uporabiti za delo na sebi, začneš uporabljati za delo na partnerju. Ne? Ker v bistvu delo na partnerstvu ni enako delo na partnerju. Ne? Nekatere ženske si nažalost vzamejo poslanstvo, da začnejo delati na partnerju, ne? Ampak v bistvu ga fiksirati, ga v bistvu komandirati, kritizirati, to delaš narobe, to. In seveda potem ubogi partner izgubi vse upanje na osebno rast in na partnerstvo. Ne? Namen osebne rasti ni, da kritiziramo partnerja. Kritizirati ne smemo niti sebe. Sebe moramo spodbujati, da postanemo novi, da postanemo pravi.
In isto dejansko, če delamo na pravi način, moramo partnerju pomagati, da postane pravi, da postane novi. Okay? Tako da, ja, okay, je bilo v bistvu, bom rekel, par teh napačnih korakov, ki jih delamo pri spreminjanju partnerstva. Ampak, bom rekel, tukaj bi se želel dotakniti še neke druge zadeve. Vse preveč partnerjev, partnerstev čaka, da se bo rešilo, bom rekel, rešuje dolgo časa, v bistvu rešuje, bom rekel, samo s pogovori in potem obupa. Potem začne delati. Gledajte, meni v bistvu grozno težko mi je, ko srečam, recimo pride nekdo na pogovor in potem rečem, zdaj ga imam pa dosti sem ga čakala, prosila sem ga, da se spremeni, pa se ni, zdaj imam pa jaz tega dosti. Okay? Kaj dejansko to pomeni? Glejte, razumem, popolnoma mi je jasno, da je premalo neke prave informacije, premalo je nekega upanja, ker bom rekel, dejansko edini problem, ki bom rekel, ga ima nekdo, ki prije k meni na trening, je, da obupa. Ker vsi, ki so vztrajali, nekateri pa če je trajala zadeva tudi leto, 2 ali 3, ampak vsi so naredili rezultat, 100% rezultat na področju partnerstva in na področju financ. Edina stvar, da ti ne uspe, je, če obupaš, če nehaš, če se odločiš, da pač se ne greš več. Ampak razumete? Ampak dejansko nisem edini. Zagotovo obstaja ogromno čudovitih coachov, ki ravno tako imajo znanje in sposobnosti, da pomagajo. Okay? Razlika je, jaz delam z energijo in tukaj je pač neka večja razlika. Ampak tisto, kar želim povedati, pa je, da enostavno ljudje obiščejo 2 terapeuta. Ravno zadnjič sem se pogovarjal z eno gospo iz Berlina, ki ima coachico tam, in je dejansko pač, kaj se je zgodilo, zapletla se je z enim gospodom, in potem v bistvu je pač terapeutka rekla, bežite od tega gospoda, samo stran pejte, rešite se, dokler se morete. Okay? Ampak prva stvar, ki sem jaz rekel, v redu, pustva tega gospoda, deva ga stran. Ampak v bistvu poglejva, zakaj ste se pa vi zapletla s tem gospodom? Kaj pa se znotraj vas dogaja, da vas je pritegnilo do tega gospoda? Kakšni programi pa so, da sploh v bistvu dopuščate, da ste se v takem odnosu znašla? Da niste že prej opazili, da je nekaj narobe? Pustimo unga gospoda. Gospod res, pač, če bo želel, bo lahko sam našel neko podporo, pač da upam, da bo našel in tako naprej. Ampak če gospa pride, vedno, ko se zapletete z nekom, ki je, čuden, ok, v redu, bežte stran. Dostikrat vidim recimo na razni članki, ki so, bežite stran od narcisov, bežite stran od ljudi, ki so sebični, bežite stran od takih, bežite stran. Ja, bežite zagotovo. Ampak v bistvu morate se vprašati, okay, kaj se pa z mano dogaja, kako pa jaz razumem življenje, kako pa jaz doživljam življenje, da pa sem v prvi vrsti srečal tako partnerko, srečala takega partnerja, se zapletel za tako osebo. Ker zagotovo, če rečemo, beži od nekoga, ki je sebičen, ki gleda samo na sebe in tako naprej, ker se mora pozdraviti. Ja, ampak pozdraviti se morate tudi vi. A razumete? In po vsej verjetnosti potrebujete pomoč mentorja, da vam pokaže, kaj je tisto v vas, kar je dejansko vas privedlo do tega, da ste se zapletli za tako, bom rekel, problematično osebo. Našel sem partnerja, ki pije. Ja, problem je partner, ki pije. Ampak zakaj vas je pa pritegnil partner, ki pije? Kaj pa je v vas, da dejansko ste našli takega partnerja? Jaz sem včasih, jaz ne kadim, moji starši so ves čas kadili, cigareti so jih tudi pokopali, ampak jaz do mladosti, bom rekel iskreno, do 40. leta niti pogledal nisem ženske, ki je kadila. Se opravičujem, če kadite. Okay? Ampak jaz sem imel ego, mogoče arogance, ampak za mene je bilo to no.
Kasneje, enkrat sem potem se prav smejal sam sebi in sem enkrat dobil idejo, no, Miran, mogoče bi jo pa lahko odvadil kaditi, ne, okay, ampak dejansko za mene je bil to že avtomatsko znak, taka partnerka me ne zanima. Isto recimo nekdo, ki se pač nima spoštovanja do sebe, isto nekdo, ki pač nima vizije, isto nekdo, ki pač ne želi neke stvari v življenju narediti. Avtomatsko je za mene to stop, tak partner ni za mene. In če naletite na takega partnerja in se celo zapletete na nek način s takim partnerjem, potem je seveda stvar, da vi greste k nekomu, da vam pomaga, da pozdravite kaj tisti del v vas, ki je dejansko zaradi česa ste se zapletli s takim partnerjem. Ne. Ama razumete? Ne. Okay, gre v bistvu, zdaj tukaj govorimo zdaj o tem, da enostavno ogromno ljudi ne pozna in ne ve in ne verjame, da je stvari možno rešiti. In samo čaka in trpi, potem pa v nekem trenutku je dovolj, zdaj imam pa dovolj, zdaj se pa ne grem. Ne. Okay? Ampak glejte, v bistvu ne glede na to, koliko časa vam je bilo težko, da glede na to, v kakšni nori situaciji ste in potem, ko pridete do znanja, ne, je vaša odgovornost na nek način do vesolja in do partnerja, če obstaja rešitev. Glede, tudi če je bilo čisto, moja izkušnja je, da se da vse rešiti. V preteklosti nisem znal rešiti. V preteklosti sem pač šel skozi kar nekaj odnosov, ki jih zaradi neznanja in nerazumevanja, premalo energije, nisem imel vodstva, nisem mogel rešiti. In seveda pač zdaj ne morem gledati nazaj in pač ok, mi je žal in tako naprej. Ne? Ok, mi je žal, ja, ok, sem se naučil. Ne? Ampak zato je dejansko zdaj moje poslanstvo, da vam, ki ste v taki situaciji, lahko pomagam. Ne? Da dejansko lahko rešite. Ne? In ne morete, mislim, jaz ne morem verjeti, koliko ljudi srečujem, ki so obupali nad svojim partnerstvom, ki ne verjamejo več, ki dejansko pač, bom rekel, poskušajo 20 let na isti način rešiti, obiščejo mogoče neke par terapeutov, kjer dobijo slabe nasvete, par delavnic in potem pač v bistvu pač, ok, zdaj pa dosti, zdaj imam pa dosti. Ne, pride gospa in reče, jaz sem se odločila, zdaj ga pa ne bom več čakala. Prosila sem ga toliko in toliko let, zdaj pa naj se sam in to. Ampak glejte, v bistvu, tudi če greste vi naprej, ne, okay? In če imate takšen odnos, a mislite, da pač vas čaka nekdo, ki pa je ljubeč in tako naprej, če vi niste ljubeči do svojega partnerja, s katerim ste bili ljubeči pred 30 leti. Kar popolnoma razumem, znanje je omejeno, ljudje tega ne vejo, seveda, informacije je dovolj, ampak pravega znanja dejansko ni, pravo znanje je ful omejeno. Ne. Če, gledajte, po podatkih, ko jih imamo, ne, 2% na svetu sta uspešnih ljudi, bogatih ljudi. Ne. Seveda pač zopet smo tukaj, ne, ali bogatstvo prinaša srečo in tako naprej. Ne. Oglejte si to moj video, en kratek je samo 5 minut, ne rabite gledati 40 minut, kot danes, ne. Ali denar prinaša srečo. Denar in sreča nimata nobene veze. Ampak če sta 2% ljudi bogatih in uspešnih, pomeni, da imata 2% samo pravo znanje, prave korake, prave informacije. Okay? Ampak kaj to pomeni na drugi strani? Na drugi strani pa pomeni, da 98% informacij je neuporabnih ali pogojno uporabnih, da 98% knjig je pogojno uporabnih, da 98% delavnic je pogojno uporabnih, da 98% se opravičujem, coachov, dobronamernih, ravno tako kot vaša prijateljica. Katerikoli problem imate in greste do vaše prijateljice, vam bo pomagala. Jaz bi pa tako naredila. Vem, a pa si že kdaj naredila? Ne, ampak bi pa tako naredila. Mogoče je boljše, da najdete nekoga, ki je to že naredil in ki je naredil na tak način, da ima rezultat. A me razumete? Ljudje so šokirani. Sem prebrala to knjigo, sem bila na tej delavnici. Okay? Kaj pa, če ta delavnica nima prave informacije? Kaj pa, če ta delavnica ni pravi korak za vas? Ne? Ravno sem študiral recimo nekaj časa nazaj
nekaj uspešnih ljudi, ne? Recimo, ne, coach, ki dejansko uči korake, kako postati uspešen v življenju in se korak 1, korak 2, korak 3 in tako naprej. Ne? Ampak v bistvu tisto, kar coach ne pove, pa da iza njega stoji žena, ki ga ves čas podpira, ki ga ves čas spodbuja, ki ga ves čas motivira. A me razumete? Ne? In potem recimo poslušam enega vrhunskega športnika, ne, ki je razvil, ne vem, neustavljivo mentaliteto, ne, razmišljanje, ne, da vse zmore, da je postal je najboljši na svetu. Ampak dejansko vem, da pa je imel on svojega trenerja, ki ga je v bistvu pač porival in motiviral preko vseh meja in tako naprej. Ampak tega on ne pove. In potem, ko poslušate recimo take coache in to, dejansko vam manjka neka informacija. Vam manjka ena sestavina, ki je dejansko to isto, kot imate vse sestavine za kruh razen kvasa. Kakšen kruh? Ok, seveda, kruh brez kvasa boste lahko rekli, ne? Ampak me razumete poanto, ne? To pomeni, da včasih je težko razumeti in sprejeti. Jaz sem investiral sigurno 15,000 evrov v coache, ki mi niso znali pomagati, ki so dejansko imeli rezultate pri nekaterih drugih ljudeh, ne? Ampak za mene so bili ti coachi neuporabni, ker dejansko nisem dobil tistega, kar sem jaz rabil v tistem trenutku. Niso se znali povezati za mojo situacijo. In za ogromno ljudi je to šok. Ne? Toliko sem investirala, toliko denarja, ravno sem na enem programu, moram ga končati, ja, okay, pa vam ta program prinaša rezultate. Ne prinaša. Zadnjič sem celo eno stranko, pa nima veze, ne, z eno gospo sem se pogovarjal, ki je na nekem programu, ne, in vsakič, ko je pač del tega programa, je tako razmontirana, da se par dni mora sestavljati. Ne, in tega programa ima še pol leta. Ne. Joj, pa sem plačala. V redu, verjamem. Ne. Ampak v bistvu, a me razumete, če nekaj ugotoviš, da ti popolnoma Glejte, ampak zagotovo ogromno ljudi, ki so na tem programu, imajo čudovite rezultate, ampak mogoče ta program ni za njo. Ne? Okay? Ali pa, ker glejte, vse, kar se nam v življenju, to je zdaj pač, bom rekel, nek dodatek, pika na i za tiste, ki še vztrajate. Ne? Vse, kar se nam v življenju zgodi, se zgodi za nekim namenom. Ne? Vsak coach, vsaka knjiga, vsaka delavnica nam pomaga na poti našega razvoja. Ok, Miran, prej si govoril, da samo 2% sta v redu, ne, in 98% jih ni v redu. Kako zdaj? Zdaj pa vsaka delavnica vse nam pomaga. Ja, vse nam pomaga. Neke stvari nam pomagajo zato, da ugotovimo pravo pot in neke stvari nam pomagajo, da ugotovimo napačno pot. Ne. To pomeni, tisti coachi, ki sem jih jaz plačal, precej drago tudi za slovenske razmere oziroma tudi za tuje razmere, ne, so mi pomagali, da sem ugotovil, česa ne želim v življenju, katere stvari ne funkcionirajo. Glejte, v bistvu dostikrat smo pač naravnani na ta način, joj, pripravljen sem plačati samo tisto, kar deluje. Ja, v redu. Ampak v bistvu, če bi ti rekel, ok, kaj pa si pripravljen plačati, recimo, ne vem, 5,000 evrov, da ugotoviš, kaj ne deluje, in to znanje za 5,000 evrov te bo obvarovalo, da bi izgubil 50,000 evrov, ker pač sedaj to znanje imaš. Ampak, če hočemo na ta način razmišljati, moramo začeti drugače razmišljati. Ne? Tako da, ja, ok, nekako smo majčkeno predelali danes neke stvari, napačne korake, ki jih delamo ponavadi pri spreminjanju partnerstva. Ne? Tako da, ja, če imate še kakšne vprašanja, mi jih napišete, mi pošljite po mailu, bom z veseljem odgovoril, pač po vsej verjetnosti tukaj v videu, da ne pišem cele dneve. Ne? Na kratko, da naredim en zaključek, ne? V bistvu pač, ko se ni dovolj, da se samo odločimo v življenju, moramo dejansko spremeniti svojo energijo, moramo zrasti, moramo dejansko postati tisto, kar želimo, drugače so samo problemi. Krvava revolucija ne
ne pomaga. V bistvu to, da se vi odločite, pa da zdaj drugače partner pa trpi, pa dejansko seveda tudi, če dosti, pravite, to, da dejansko nekaj partnerju rečete, da nekaj naredite moškemu in da je tiho, ne pomeni čisto in čisto nič. Ne? Seveda pač moški tukaj ne upajo komentirati, da je to res, ker pač bo potem partnerka prebrala, ne? Ga bom vprašala, pravi potem. Ne? Ja, če je partner tiho, zato ker v bistvu hoče mir, ne? Potem tudi, če ga vprašate, če je res tiho, zato ker hoče mir, bo tiho. Zakaj? Ker smo rekli, da hoče mir. Če je partner tiho, ker hoče mir, bo tiho tudi, če ga vprašate, a je to res? Zakaj? Zato, ker hoče mir. In za moškega je dejansko mir, bom rekel, da je mir pri hiši, oziroma pač, da ga žena ne pritiska dostikrat, bom rekel, tak vzvod, da dejansko pristaja na ogromno drugih stvari, ampak to ni srečno partnerstvo. Ne? In razumeti moramo, da partnerstvo sta dva. Partnerstvo je ekipa in če ti razmišljaš o tem, da dejansko pač je partner iz druge ekipe, potem pač mogoče nekaterih stvari ne razumeš. Ne? Ok, pogovor ne reši stvari, moramo dejansko razumeti partnerstvo, jezik, ne? Moramo razumeti, kaj se dogaja v partnerju, kakšna so pričakovanja, ne? In potem v bistvu vse te stvari, da dejansko pač poskušamo reševati na en način dolga leta in potem obupamo in potem pač, ok, reši se, kdor se more, pač jaz se bom rešila, ostalo me pa ne zanima. Ne? Ko dobite pač, bom rekel, znanje in informacijo, ne, dejansko je vaša odgovornost, da pomagate sebi in svojim najbližjim. Ker, bom rekel, pred 20 leti, pred 10 leti so bili super, ne? Ampak v bistvu ni super postalo, ker ste imeli omejeno znanje, ker pač so vse te stvari iz preteklosti pač so prišle na dan. Ne? In zdaj pač vse se da rešiti, vse se da spremeniti in bistveno lažje je to, kot pa da greste v novo partnerstvo, nesete te probleme iz tega partnerstva s seboj, ker itak se bo stvar ponovila, če niste rešili. Ne? Okay? Tako da, ja, ok, bilo je kar, evo, danes smo bili kar dolgi, cela delavnica, zopet ta ponedeljek. Želim, da dejansko se začnete res zavedati, da je življenje čudovito in da s pravim znanjem dejansko lahko res dosežete vse. In seveda pač neke stvari, neke znanja, neke informacije stanejo. Ampak v bistvu stanejo te na en in drugačen način. Ne. Kjerkoli boste, kogarkoli, ki je uspešen, ne, ko boste vprašali, bo rekel, plej, najcenejše je, če lahko plačaš. Najcenejše je, če lahko plačaš in najhitreje prideš do rezultata. Ker če plačaš za svojim trpljenjem, če plačaš za svojim časom, če plačaš za svojim, bom rekel, napakami, da prideš do rezultata, je v bistvu v končni fazi 10krat bolj boleče in 10krat dalj časa traja. Tako da, ekipca, hvala vsem, ki ste pogledali video do konca. Me prav zanima, kdo je res pogledal ta video do konca, kdo ni. Bom rekel čestitke res vsem, ki ste vztrajali teh 50 minut z mano. Ne? In dejansko bi vas prosil zaradi sebe, tudi zaradi mene, zaradi moje inspiracije, dajte od spodaj komentirati in napišite pogledala do konca. Da dejansko, ok, naredimo en premik, ne? Da ni samo, a veste, tisto pogledamo, ok, to mi ne ustreza, grem naprej. Meni tudi ne ustreza, zdaj grem teč, ne? Čeprav dejansko včeraj so mi zelo noge bolele, ampak vem, da mi bo koristilo in vem, da dejansko bo bistveno hitrejša regeneracija, ne? Ampak niti malo me zdaj ne veseli, da grem teč. Ampak vem, da je to zdaj v tem trenutku prava stvar, ki bo pomagala meni, mojemu razvoju, mojemu telesu in jo pač naredim. To pomeni včasih v življenju ne delaš bom rekel, stvari zato, ker so ti všeč, ker čutiš v svojem srcu, ker te pokliče. Mene tek zdaj v tem trenutku čisto nič ne kliče. Ampak zaupam vam nekaj,
Sreča vas čaka na koncu. In vem, da čez 15-20 minut oziroma pol ure, ko bom konec za mojo vadbo, bom izredno srečen. Izredno srečen, zato ker sem pač prišel do konca. Tako da želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti, se vidimo naslednji ponedeljek ali pa v naslednjem videu. Čau, čau.